Že oddaleč pritegne poglede Štritovsko jezero na vzhodnem obrobju Krakovskega gozda, nastalo v opuščenem glinokopu. Štritovsko jezero ima danes predvsem veliko izobraževalno vlogo in pa kot točka za sprostitev in rekreacijo. Vključena je več pohodnih poti na tem območju. Je pa to ena taka posebnost v hidrološkem, zoološkem, biološkem in ekološkem pogledu, saj je tudi vpisana v register naravnih vrednot kot naravna vrednota državnega pomena. Pot nas je peljala tudi v Gorenje Radulje. Sredi vasi že stoletja prihaja na dan dragocena pitna voda, kjer so si vaščani uredili vodnjak in perišče. Z izgradnjo vodovoda so vodnjak opustili, a je bil v letu 2005 obnovljen. To si je zbralo vse tukaj, ker so to ženske prale, nosili vodo, tukaj je vse na glavah, je šla voda ven, škaf pa glava in to so mogli že mlade punce, tudi moja žena, ki je doma tukaj. To so vsi so dejansko živeli s tem studencem. Bučka je že sicer prepredena s potoki in vodnimi izviri ter številnimi pešpotmi. Na potepanju pa lahko najdemo tudi številne kulturne znamenitosti. V register kulturne dediščine je vpisanih 31 objektov. Izpostaviti mogoče mlinarstvo, to mlinarsko tradicijo preteklosti, saj je samo na potoku Čolniščku do druge svetovne vojne obratovalo kar 9 mlinov. Iz te tradicije se je članom turističnega društva tudi porodila zamisel o ureditvi mlinarske poti. Če je soditi po številu prostovoljcev, ki sodelujejo pri pripravi semanjega dne, teh je približno 200, za kar so lani prejeli nagrado za najprostovoljni projekt, potem bodo to pot zlahka označili. Mi pa smo naše popotovanje po Bučki sklenili ob romarski cerkvi na Stopnem, od koder se odpira čudovit pogled na Škocjansko dolino.